Srečanja v živo, pa čeprav nadaljavo, so eden od najučinkovitejših načinov, da naši udeleženci res delajo. Če so zasnovana pravilno, potem to seveda niso srečanja, kjer govori samo eden in to je potem običajno izvajalec, ampak so to res taka, bom rekla, dinamična srečanja, kjer udeleženci tudi delajo. Delajo, torej od tukaj tudi ime delavnica. In smo rekli, če delajo, potem imajo dejansko tudi rezultate. Druga stvar je pa tudi to, da motivacija za delo je eden od večjih izzivov v spletnem izobraževanju, ne. Čas pa recimo denar za nakup online programa se že najde, ne. Čas za opravljanje aktivnosti pa potem obvisi nekje v virtualnem prostoru in času. Tako da z vključevanjem tega sodelovalnega načina učenja v živo pa lahko potem zelo močno prispevamo k motivaciji in k učenju. Poleg tega pa seveda včasih pomembno, da so nekatere aktivnosti izvedene skupinsko ali pa v živo in v teh primerih so e-delavnice res dejansko prava rešitev. Kot že rečeno, je delavnica organiziran čas za praktično delo. Torej, to ni samo neko srečanje na Zoomu, na katerem se pogovarjamo ali pa kjer odgovarjamo na vprašanja, ki bi jih mogoče sicer lahko prejeli tudi po mailu, forumu ali pa kako drugače in potem odgovore nanje posneli. Ampak gre za skrbno načrtovano srečanje in proces načrtovanja je v bistvu enak kot pri načrtovanju online programa, kakršnega koli. Torej to, kar smo se naučili narediti čisto na začetku tega programa, je uporabno precej širše kot samo za posnete spletne tečaje. Samo da tukaj podajanje informacij in aktivnosti se pač odvija v realnem času. In pa, da moramo znati tudi aktivnosti znati oblikovati tako, da se lahko odvijajo preko videokonferenčnega sistema, torej tako, da lahko vsi udeleženci delajo, bodisi individualno ali pa celo skupinsko. Osnove podajanja informacij in navodil so enaka kot za podajanje informacij pri posnetih spletnih videolekcijah. To se pravi, to, kar se naučimo v vseh predhodnih modulih, zdaj že lahko implementiramo tudi v tem modulu. Tisto, kar je pa potem ključno, da poznamo pri e-delavnicah v živo, pa je, da dobro tehnično poznamo ta videokonferenčni sistem in da seveda znamo rokovati z orodji znotraj tega sistema, zato da lahko oblikujemo aktivnosti tako, da se jih da izpeljati tudi v živo. Za namen tega mini treninga bomo pripravili eno aktivnost, in sicer eno tako spoznavno aktivnost, ki jo lahko uporabimo, ko se recimo prvič srečamo in se med sabo še recimo ne poznamo. In ta aktivnost je zelo super tudi za razna mreženja, se na en tak zabaven in prijeten način spodbudi, da se predstavimo. Naredili bomo aktivnost s predstavitvijo s pomočjo emblema. Zdaj, kaj je emblem? Emblemu lahko po domače rečemo tudi grb, gre pa v bistvu za vizualno podobo, ki zajame našo predstavitev. Tako da udeležence v naši skupini bomo torej prosili, da vzamejo en listek papirja. Zdaj, jaz predlagam, da je to en tak manjši list, nekje v velikosti do 10x10 cm. Pa če nimajo majhnega lista, naj si pa na velikem listu omejijo prostor na 10x10 cm ali manj, ker namreč morali bojo to pokazati na kameri in ko pokažejo na kameri, če je preveliko, mogoče ne bo dobro vidno. Potem jih pa prosimo, da v tišini v 2 minutah narišejo svoj emblem. Po 2 minutah jih razdelimo pa v skupinice, torej v breakout rooms. In v videokonferenčnih sistemih, ki so primerne za e-delavnico v živo, imamo namreč to funkcionalnost, ki se imenuje breakout rooms oziroma delo po skupinah. Zato rabimo res videokonferenčni sistem, ki nam omogoča več kot samo prenos video slike, ne. Tako da v eni skupinici, ki jih bomo zdaj v skupinice razdelili, naj bojo največ 4 osebe. Zdaj pa tako, če je že osnovna skupina, to se pravi, če je že naša osnovna skupina, izhodiščna skupina manjša, jih lahko razporedimo potem tudi samo v pare, recimo, ne. Če je bila pa toliko majhna, da so res samo 4, pa mogoče recimo delamo lahko tudi samo skupaj v istem prostoru, torej ne rabimo iti niti v breakout sobe oziroma breakout rooms. Zdaj pa skupini povemo jim, da grejo v skupinice po 3 do 4 in jim damo navodila, da v skupini vsaka oseba najprej pokaže svoj emblem v kamero, drugi pa ugibajo, kaj je narisano oziroma s čim se ukvarja. In zdaj seveda ta del zna biti zanimiv pa zabaven, ker imajo udeleženci različne risarske sposobnosti, pa potem različno interpretiramo njihove rispice. Po nekaj ugibanjih, seveda, naj pa ta oseba, ki je sličico narisala in pokazala, naj seveda pove, kaj je narisano, kaj je predstavljeno in se skratka na ta način predstavi.
Torej, še enkrat poudarjam, pri e-delavnicah ne gre samo za e-predavanje oziroma samo za predavanje. Podajanje informacij oziroma teorije je samo en del. Osnovno pravilo je, da podajanje teorije, torej predavanje, ne sme trajati predolgo. Nekje recimo do maksimalno 7 minut, pa še v teh 7 minutah naj bi se vsake toliko nekaj zgodilo. To se pravi, da spodbudimo tudi med prezentacijo, da so udeleženci vključeni, da mogoče nekaj napišejo, dajo kakšno reakcijo ali kaj podobnega. Ključno je torej, da znamo načrtovati interakcijo in pa da obvladamo rokovanje s tem videokonferenčnim sistemom in pa poznati male trike, kaj je pomembno pri izvedbi aktivnosti.